Jasno sebi in potem tudi mednarodne javnosti, da smo sposobni poštenega gospodarjenja državi. Pošteno gospodarjenje to pomeni, da porabimo toliko, koliko tudi ustvarimo. In to mora vlada Republike Slovenije s pomočjo parlamenta storiti. Kaj pa ocena tega stabilizacijskega pakta? Predvsem dvig DDV-ja. Ukrepe, katere je pripravila vlada Republike Slovenije, lahko označimo kot ukrepe, ki uničujejo slovensko gospodarstvo, slovenskega delavca, obrtnika, podjetnika, kmeta, tiste, ki so v preteklosti že plačali največjo ceno te krize. Premalo se pa dotakne tistih, ki so v teh časih povečevali porabo, se pravi javni sektor, in mislim, da je program povsem neuravnotežen in na dolgi rok uničuje poleg vseh, ki ustvarjajo novo vrednost, tudi tako javni sektor, kakor tudi upokojence. Ampak kaj konkretno bi vi naredili, da bi se tudi na prihodkovni strani, torej da se tudi proračun nateklo nekaj dodatnega denarja? Ključna naloga programa stabilnosti je, da bi uravnotežili prihodkovno in odhodkovno stran. In to, kar je napaka in to, kar dela ta vlada, podobno kot je delala vlada v letu 2009 do 2011, je to, da čaka, da bo iz neba pritekel denar, porabo pa ne ustavi. In v tem delamo isto napako in zopet jemljamo tistim, ki so ceno te krize že plačali. Se strinjate s to oceno, da je večji primanjkljaj, 800 milijonov približno, posledica predvsem politične krize? Ja, posledica je neukrepanja vlade, kajti za nami je več kot 4 mesece letošnjega leta, ko bi bilo potrebno ukrepe že sprejemati. In ta vlada enostavno ne sprejema ukrepov. In tudi danes dobimo na mizo program stabilnosti, ki ga je potrebno v četrtek že dati v Bruselj. Zdaj, kakšna je tudi odgovornost državnozborskih poslancev za to politično krizo? V Slovenski ljudski stranki ves čas trdimo in zagotavljamo podporo pri sprejemanju ukrepov, ki ne bodo tisti, ki bodo navdušili ljudi, ampak so ukrepi, ki bodo rešili državo. In žal pa mi teh ukrepov ne moramo predlagati oziroma sprejeti, ampak jih mora predložiti vlada.